dve petardi bolj močno počejo kot ena. In zdaj, dva grešnika sta šla na skup, zaljubila sta se, na začetku juhuhu, potem se pa začne, ne. Zdaj, ko pogledam za nazaj, zdaj, ko dejansko Bogu hvala vidim, Bog me je klical celo življenje. To ni dvoma. In sem bil a to je to? To je višek tvojega življenja pač. Da si tukaj en petek, ne vem, na nekem žuru, kao juhuhu. Ne znam povedati, toliko težko povedati, kot da bi videl barve. Kot da si slep, da nikoli nisi videl in da v enem trenutku spreljaš, vidiš barve. In jaz ga tako z roko ga pokličem in on pride in jaz ne dober dan, ne dober večer, ne kdo si, jaz samo, a verjameš v Jezusa. Jaz nisem mogla slišati za to, meni res pač, jaz ne vem, kje da bi mi rekel, bi lažje sprejela, kakor pač to, a ne. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem čudovitem mesecu juniju, mesecu polnem življenja, in v studiu Radia Ognjišče sta se mi pridružila Nika in Anja Nrakar, prav tako polna življenja. Dobrodošla. Hvala. Poleg tega, kot sem rekla, polna življenja po eni strani to, ker pričakujeta drugega otroka, pa tudi zato, ker sta odkrila v vajinem življenju novo življenje, in prav o tem bo nocoj tekla beseda. Prosila bi vaju na začetku, da malo povesta o vajinih mladostniških letih, tako da vas malo bolj spoznamo, mogoče od kje prihajata. Lahko kar jaz. Jaz sem iz Breginja, mi smo se pol z družino preselili v Novo Gorico, imam sestro. Kaj da povem, jaz bi rekel tako kakor večina, skoraj vsi. Hodil v vrtec, v šolo, srednjo šolo, na faks. Živel tako kot vsi, pač, kaj bom v življenju delal, kaj bom dosegel, kaj bom, kako se bom čim bolj vklopil v ta svet, v to družbo. Iskal neko svojo vrednost, tako kot jo vsi iščejo. Tako kakor vsak, bi rekel, vsak najstnik, vsak človek, vsak otrok. Nobene razlike, recimo, od ostalih, a ne. Tako da mogoče sem imel malo izkušnjo, ko sem se iz vasi preselil v mesto. Takrat mi je bilo najtežje obdobje, zato ker pač nekdo, ki pride z vasi v mesto, pač v padlem svetu ne bojo molili za njega in ne vem kaj, ne, je bilo od zafrkavanja do vsega. Takrat sem tudi jaz ogromno se spremenil, zato danes učitelji, bivši, ki me vidijo, pravijo: Anja, kako si ti bil zmeraj, da kažin delaš, a ne. Delal sem ga zato, ker sem hotel pač dobiti neko ljubezen, a ne, neko potrditev, ne zato, ker sem jaz to dejansko bil, a ne. In seveda, ko enkrat človek grešen, ne, in ko pride enkrat v grešno družbo in ko vidi, da grešna družba mu ploska, če se dela norca iz sebe in drugih, pol pač to dela, a ne, zato ker tako se na žalost v tem svetu vklopi, a ne. Tako da potem sem pač v tem stilu nadaljeval skozi srednjo šolo, zato jaz pravim vedno svojim veroučencem, zdaj jih imam 7. razred, pravim, zdaj, ko ste tako bolj majhni, še čeprav niste več toliko, je greh mogoče še smešen. Ma ko greš ti enkrat naprej, ko ste enkrat v srednji šoli in tako naprej, in to je zelo hitro, ker naenkrat ni več toliko smešno in začneš lahko, in ne lahko, škoduješ sebi in še vsem ostalim okoli, ne. In jaz sem pač po tej poti šel, a ne, pač hotel sem, da me ta svet sprejme in Kaj konkretno, recimo, na kakšen način ste poskušali, da vas svet sprejme? Kaj vse ste počeli? vse, recimo, tukaj se gre od videza, se pravi, da se prilagajaš z videzom, to kar večina dela, a ne. Zdaj se mi zdi v tem modernem času še toliko bolj, a ne, se pravi, ženska, skorajda za moje pojme sploh ženska ne more več biti, če ni najbolj nališpana, najbolj lepa, najbolj moderna, ne vem koliko lajkov mora imeti, a ne vem kaj vse mora biti ona, a ne. In se pravi, v tem obnašanju in potem pač tudi misliš, da zdaj več nekako je tako, da več prijateljev, ko imaš, bolj si popularen, bolj si ti, ne vem, nekaj dosegel, nekaj razumel v družbi, a ne, v bistvu sploh ni to, ker na koncu, če smo prav pošteni, si nalijemo čistega vina, si na koncu zlagan eden pred drugim, a ne. Nikoli nisi ti, a ne, nikoli ne rečeš v družbi ne poveš tisto, ki te dejansko boli, tisto, ki ti čutiš, tisto, kar bi ti rad, zato ker pol ne moreš, zato ker se vsi pretvarjajo, a ne, zato pa so skupaj, ne, zato smo bili, pol pa kar enkrat, če se pa nehaš pretvarjati, pa lahko, oziroma si rata problem, a ne, kar rataš čuden, a ne. Tako da, če kratko poenostavim, sem živel eno zlagano življenje, imel sem oči, nisem videl, imel sem uha, slišal nisem, in do trenutka, ko se me je Bog prvič dotaknil, moram reči, da
da nisem niti živel, no. Jedel, pil in pač te neumnosti se pogovarjal, ke se vsi praktično pogovarjajo, Me ne. zanima konkretno, ne vem, ste pokusili verjetno alkohol, kakšno drogo tudi, Ja. žuri, Ja, tako. kako je to izgledalo to? Če gledamo skozi človeške oči, bo nekdo rekel, Damjan, saj ti nisi bil toliko slab, a ne. Alkohol itak, a ne, potem sem pod pritiski družbene 2-krat, 3-krat lahko probal travo in tle se je stvar zaključila. Tle se lahko staršem zahvalim, ke vseeno so mi toliko tupili v glavo, da naj pazim, kaj delam zunaj, da sem to neko varovalko imel. Nona je bila tudi zelo verna in pobožna in sem imel to v družini, kljub temu, da je bila neka tradicionalna družina, ke na koncu Boga ni zares poznala, sem imel to neko varovalko, da me je malo v tem držala nazaj, a ne. Bilo je pa vsega in glih to me je strašno pomisliti, zdaj še bolj, ke imam otroka, kaj so v bistvu najstniki, otroci dobesedno z 9. razreda, s tiste valete, ko smo se prvič napili, za reči, a ne, greš v eno srednjo šolo, kjer v bistvu te pa ta svet, padel svet, a ne, ki to ni filozofija, a ne, eni mi rečejo: "Anja, to ni filozofija, poglejte okoli sebe, pogledate novice, pogledate ljudi, pogledate družine." Mislim, stvari razpadajo, govori se o vojnah, govori se o lakotah. Že skozi eno osnovno šolo, če se sprehodiš po hodniku, vidiš, da otroci so, to je noro, a ne, to je kričanje, to je zmerjanje, to je grupiranje, kdo je proti komu in tako naprej, to je živa stvar, a ne. In, ko se zavedaš v bistvu, ko ti Bog da milost, da vidiš, kje živiš, a ne, kje si bil, pol se to spremeni, a ne. In zato mi je najbolj to bilo, kako bi rekel, pol to spoznanje v bistvu, da sem bil živ, ma hkrati v bistvu, jaz pravim, jaz živim zadnjih 7-8 let, a ne. Prej sem bil res, pač mladi bi rekli fake, a ne. Fake do sebe, fake do vseh ostalih in gradil sem si en imidž pač na podlagi nekih travm, ke sem jih imel, na podlagi tega, ker nisem svoje vrednosti resnične poznal. In potem skozi iščeš, ne, pa moraš biti tak, pa moraš biti tak, pa moraš iti v fitnes, pa moraš to narediti, pa moram ono biti, pa moram toliko lajkov imeti, pa moram s temi se družiti. Bogu hvala, danes ni več tako, ne. Ampak to, čisto to, kar vsak najstnik doživlja, a ne, kar gre, a ne, skozi. Nika, kaj pa vi, kako ste preživljali ta mladostniška leta? Ja, jaz sem drugače z Vipave in itak že tam smo tako, no, imeli svojo neko klapo, ke pač tiste neke tipične stvari, a ne, počne in pol smo pač, mislim, jaz sem pol šla v srednjo šolo v Izolo in itak tam si v dijaškem domu in je vse malo drugače, ne, ker nisi več doma, ne. In, ja, je bilo kar, no, prvi letnik je bil pol kar tako, tam so itak ob četrtkih se začne, prideš iz šole in se že začne, a ne, in je bil četrtek, petek, sobota, ke lahko rečem, da sem bila verjetno pijana ali pa pač zadeta od trave, nekaj je vično bilo, ne. In tako rata tega kar dosti, ne, to so lahko 2-3 dni na teden, a ne, ke dejansko tako pač preživiš, ne. In, ne vem, pol sploh drugega nisem imela, no, v glavi, kakor pač to in pač prijatelji, žur in da pač nekako si, ne vem, sprejeti itak v tej družbi in pol pa nekako sem začela bolj, ne vem, najbolj mi je pol bilo neka kariera, to je bila, ne vem, v moji glavi na prvem mestu, vse ostalo je bilo pol tako zraven in, ne vem, no, to me je tako najbolj gnalo, tem sem nekako videla svojo vrednost, ke sem bila na srednji kozmetični, pol sem šla še na faks na pač kozmetično in to mi je bilo najbolj, no, da če bom pa jaz imela najboljši salon, pa vsi bojo k meni hoteli priti, jaz bom pač bila, ko to bo to, a ne, to bo, sem dosegla največ v življenju, a ne. In pol v tem, mislim, rateš lahko tudi zelo, mislim, nesrečen, a ne, ker pač, ne vem, težko boš dosegel take stvari, mislim, lahko jih, samo tudi če bi jih, ne vem, če bi jih bili zdaj izpopolnjena, a ne. Pa ste mogoče v vsem tem času mladostniškem,
iskala kakšen višji smisel ali pa sploh zakaj živita, sta se kdaj o tem spraševala ali pa na kakšen način sta mogoče napolnila kakšno praznino, ki se pojavi v duši? Ja, zdaj, ko pogledam za nazaj, zdaj, ko dejansko Bogu hvala vidim, Bog me je klical celo življenje. To ni dvoma. In se prav spomnim stvari, ne vem, imeli smo biologijo, pa smo imeli neke stvari, pa mi pride v glavo, ne vem, kaj je smisel življenja, a je to to, tudi ko sem naredil neumnosti, sem vedel, da delam neumnost, a ne. Tako da, ko kdo reče od drugih, da Gospod pravi, da stoji pred vrati in trka. In to ni, da moraš ti, to je trditev, on pravi, jaz sem tukaj, trkam, a ne, odpri, a ne. In tako da, ko pogledam za nazaj, ja, sem iskal smisel življenja, ko sem hodil v verouku normalno in vse, ko sem šel v spovedi, sem vedel svoje grehe, sem jih povedal, ko sem prišel ven, sem bil lažje. Ni bilo, te stvari sem že prej nekako, ampak tu potem potlačiš, ta greh v tebi je bolj močen, greš naprej, družba je, ti moraš biti moderen, ti moraš biti in ti moraš biti to, in potem tu nekako potiskaš na stran, ne, živiš to eno brezsmiselno življenje, ne. Zdaj pa vprašanje, koliko časa za moje pojme je kdo, bi rekel, koliko časa boš stiskal zobe, dokler ne boš priznal, rekel, pogledal za nazaj in rekel, saj na koncu sem ena razvalina, vse skupaj, v bistvu sem bil ena razvalina, a ne, kaj pogledam, ne. Mogoče v očeh ljudeh sem bil okej, a ne, ampak človek je hrešen, a ne, in to ni filozofija, to ni vera, to ni religija, to je dejstvo. Ne rabiš verjeti nič, a ne, da veš, da si hrešen, da veš, da prej zjutraj, ko se zbudim, sem že verjetno 10-krat zrešil, če ne drugega, sem bil živčen, ne vem, zato ker moram vstati zjutraj, ko se mi ne da, ne. In tu sem imel eno lepo prihodo, ki je šlo ful viralno, takrat tudi za Svet 24 me je klicala in članek napisala. Mi je Bog pokazal, ko smo bili na Onkološkem inštitutu, kjer so bili otroci, ko sem videl enega fantka brez las. In drugi dan, no, to je človek zdaj, a ne, se jaz zbudim in mi budilka ni zvonila in je bilo, ne vem, 5 do 8, jaz bi pa ob 8 moral biti na faksu. In jaz tečem, se oblečem, da ne bom zamudil, in v tistem trenutku meni lasje zadaj štrlijo, ne, in jaz, kaj je zdaj to, zdaj še to mi štrli, cel svet je kriv, in v tistem trenutku se rekam, čakaj, bodi vesel, da ti štrlijo, ker nekomu tam mu nekaj jih nima, ne. In to je človek, ne, vidite, kako je človek nenasičen praktično, a ne, zato je ta logika več in še to naredim, pa bom srečen, in še to dobim, pa ne more funkcionirati. In na koncu vedno pravim, tudi verouko imamo, ker je to življenjska stvar, realna stvar, so nam dokazali uspešni ljudje pred nami, zelo uspešni, da stvar na ta način ne funkcionira. Jaz tem mladim zmeraj rečem, poglejte Maradona. On je imel vse. On je lahko z letalom šel, ne vem, na večerjo, pa s helikopterjem nazaj, pa imel je ženske, pa imel je prijatelje, oboževalce, Bog so ga klicali, vse. Na koncu človek konča 60 let, ne vem, koliko je imel v drogi, v tem. In tu je ta realnost, in tu je verouk, in tu je vera, realnost, ne. Jaz sem vedno mislil, jaz sem vedno pravil, cerkev je bila meni za stare none. To je bilo meni največji dolgčas. Jaz sem 2-krat na leto mogel iti z družino k maši, za veliko noč in božič. Držalo me je samo to, da po veliki noči bom pirhe jedel in da po božiču bom kakšna darila odpiral. In sem mislil, če ne tam, da bom zaspal, ne. To je bilo meni konec sveta, kje bom zdaj eno uro tam, pa nekaj pojejo, pa v glavnem prav, oči sem imel, videl pa nisem nič. Tako da, ja. Kaj pa vi, Nika, rekli ste, tisti žuri 3-4 dni, Ja. ostalo šola, potem želja po karieri. Ste Ja. se kdaj spraševali, v čem je smisel vsega tega? Ne vem, niti ne. Tudi ne vem, jaz pač sem prejela te zakramente iz neke, ne vem, tradicije, ker pač so vsi to pač naredili, mi smo tudi, ne, sam nisem sploh niti za, ne vem, velike praznike nismo šli k maši nič, a ne, mama in tata sta se tudi odločila, ker sem bila še zelo majhna, in že tako je bilo, mislim, ne vem, nisem nikoli živela v neki taki družini, da bi sploh karkoli bilo z vero povezano, ne. In tudi drugače, da bi, ne vem, niti ne, no, jaz sem pač bila v tistem trenutku, živela sem v tistem trenutku in v tistem trenutku sem pač uživala in nisem neki prav zdaj
razmišljala na tak način, da bi iskala neko duhovnost ali pa ja, neki smisel. Meni je pač tisto bil smisel, a ne, pač biti s prijatelji zunaj, pač z njimi tisti trenutek uživati do konca, ne, in pač pol enkrat pač si ustvariti neko to kariero, pa imeti pač denar, pa neko uspešnost. Ne vem, to je bilo meni pač smisel življenja, a ne. Drugače, ne vem. Kdaj sta se pa spoznala potem v tem obdobju? Ja, v bistvu sva se spoznala. Jaz sem bila drugi letnik srednje šole, on je glih zaključil in sva se pač spoznala na enem žuru, bil je zadnji žur poletja, preko enega skupnega prijatelja, drugače sploh nisva bila iz istega kroga, nič. In pol sva se tam, no, ja, spoznala pač na tistem onmu in pol nekako ohranila neki pač kontakt, neki stik in pol od tam naprej pač sva, Sta postala par. ja, tako. Pa me zanima, se pravi, kar nekaj let sta hodila, potem pa ste rekli, se je nekaj zgodilo, se je nekaj spremenilo. Jaz bi vas prosila mogoče, da opišete, ko sva se pogovarjala, ste mi pripovedovali o trenutku na nekem žuru, ko je pravzaprav Bog posegel vmes, če lahko rečem. Ko si starši včasih mislimo, otrok mora biti v duhovnem okolju, da se bo nekaj zgodilo, pri vas je bilo prav obratno. Ja, midva, ko sva postala par, spet nič nisva živela, kar noben drug ne živi. Jaz vedno pravim, 2 petardi bolj močno počijo kakor ena. In zdaj, ke 2 grešnika sta šla na skup, zaljubila sta se, na začetku juhuhu, pol se pa začne, a ne. Mislim, kregaš se, pa tu ni, pa jaz, moje mnenje proti tvojemu, v glavnem, okej, ampak nekako sva bila skupaj in to je bilo to, ampak tu ni noben indikator nekega, da je to neka, pač, bila sva, ne vem, 5 let, kakorkoli, ali koliko je bilo, ne. Ja. Sva živela čisto neko posvetno to v tej človeški nemoči, a ne, saj se imaš rad, pa si nekaj kupiš, pa se skregaš, pa spet nazaj in to ena in ista zadeva, ke se pač vrti, ko jaz pravim, kot hrček na tistem kolesu teče, zmeraj na istem mestu. No, jaz sem pa potem delal prek študenta z enim prijateljem, sva imela tako delo, da sva čistila v bistvu ene sobe in midva itak, sicer načelno tak nisem bil, ampak takrat je Bog očitno, neočitno je že posredoval, sva se zaklenila v neko sobo, pustila voziček, kao da čistiva, in noter sva midva debatirala, a ne. V smislu življenja, kaj sploh je, tako, kar nekaj nama je začelo odpirati. In sva prišla do ene točke, ko sva rekla, da midva nisva več normalna, ne, kaj je z nama ratalo, ne. Prijatelj je rekel: "Arjen, kak si ti ratal, daj?" Zmeraj si bil za žur, zmeraj vse, ne, midva končava na tej točki, petek je bil to, ke bo kdo mislil, da se nam je odpeljalo. In danes je glih žur je bil v Novi Gorici, dajva iti na žur, pozabiti na vse, se imeti lepo, mladi smo, dajmo živeti kaj, mama bi rekla, kaj bluziš, a ne. In sva šla, kupila alkohol, lepo se napila, prijatelji so bili tam in juhuhu, gremo na žur. Gremo na žur, jaz sem kar dosti ljudi poznal, dosti ljudi me je poznalo in pač tam, pač trobiš tiste ene in iste neumnosti, a ne, kaj češ, ne. O avtih, o ženskah, o faksu, o ne vem, eno in isto v glavnem, ne, kdo bo kaj, kdo ni kaj. In potem na eni točki pride, bila je 11, pol polnoči, pride prijatelj do mene, ne bom nikoli pozabil, in pravi: "Arjen, jaz sem fizično pijan, a ne, fizično, ampak jaz ne morem več norca se delati. Jaz enostavno, okej, če me boš dal po ravni črti, malo me bo zanašalo, ampak jaz ne bom več, jaz nisem več norc. Jaz ne morem več biti dejansko, jaz grem domov." In jaz sem mislil, zdaj mu je spet udarilo na slabo, zdaj bo spet in on je šel in jaz naprej. In potem na eni točki, tu, če opišem s človeškimi besedami, potem bi lahal, ker nemogoče opisati, je bila tam ena fontana, ki ni delala, in sem se jaz usedel na tisto in v tistem trenutku sem bil prav na nekem dnu svojega življenja. Tako sem imel glavo dol, sem bil, kaj jaz delam, težko je to opisovati, in ko sem pogledal gor in ko sem pogledal ljudi pred sabo in vse, sem prvič v življenju videl, kako smo ljudje v bistvu slepi, živimo v temi, nič nam ni jasno praktično, nič nimamo. In sem bil a to je to? To je višek tvojega življenja pač, da si tukaj en petek, ne vem, na nekem žuru, kao juhuhu. Ne znam povedati, tako težko povedati, ke da bi videl barve.
kot da si slep, da nikoli nisi videl in da v enem trenutku spreljaš, vidiš barve. In v tistem trenutku, ko to gledam, se obrnem tako na desno in vidim enega človeka, ki ne znam opisati, on je bil drugačen od vseh ostalih. Če so bili drugi temni, on žarel. Jaz ga nikoli nisem videl in poznal. In jaz sem Tam na žuru je bil. na žuru je bil in on mene gleda in jaz ga tako z roko ga pokličem in on pride in jaz ne dober dan, ne dober večer, ne kdo si, jaz samo, a verjameš v Jezusa. Tako iz prve. On cel navdušen, ja, ono, tretje. Jaz ga gledam, nisem se meni zmešalo, se njemu zmešalo. Prvič v življenju sem srečal nekoga, ki ni bil kakor vsi ostali, pa jaz sem ogromno ljudi poznal. On je bil drugačen. In debata in meni je, kot da bi meni hrano, kot da vodo dobil v puščavi po 20 letih. In greva midva domov, proti domu, si izmenjava številke in to, jaz nisem mogel verjeti, kak je to človek, a ne. In pravi on, po svetem duhu sem slišal, sem vedel, da moram počakati tam, a ne. To je on meni rekel, a ne, koliko sem jaz zdaj to verjel, to je druga stvar, a ne. In je rekel, grem, se slišimo jutri in tako naprej. In je šel tisti dom, ko sva ga midva čistila. Tam je pa on bil. To sem šele včeraj, pol pa študiral, dejansko je bilo tako. Jaz drugi dan to povem prijatelju, a ne. Itak takoj k njemu, ne. In potem sva ga pa, midva od te izgubljenosti, tu, ne, sva ga, ja, zakaj pa to je, zakaj pa ono, ni nam dalo miru, človek je drugačen, nekaj je na njemu. Je rekel, dajte, da molim za vas. Imel je odgovore, niso bili nesmiselni, niso bili neki čudni odgovori. Je rekel, daj, to je neka sekta. Ne, ni sekta, to je človek daje realne stvari, dejansko tako so, a ne moreš si zlagati. In jaz sem potem bil prvi, bom rekel, ki mu je Bog dal na začetku, da spregleda, ona ne. In sva potem potem pa smo bili, jaz sem imel pa že rezervirano takrat za novo leto, kakor sem vam pravil, smo mogli tu v Beograd, žur, ta mondial, ne vem, kdo je to že imel, 3 dni, a ne. In mi pridemo dol, meni je bilo, če me to prej peljal, to bi bilo super. Jaz pa kar nisem mogel, a ne, ker tu je ta razlika, ker ni jaz sem kristjan, ne smem, lahko. Jaz nisem hotel, to je razlika. Jaz ni, da moram k maši, jaz hočem k maši. To vedno pravim, to je razlika. To je kakor, kadar si šel kdaj z družino k prijateljem in pol rečemo, oni za mizo se nekaj pogovarjajo, mi otroci se igramo in pol mama pravi, zdaj moramo iti, prideš do mame, mama, prosim, malo še pol ure. 15 minut, evo, bo najbolj priden človek na svetu. In to je bilo, a ne. Jaz vidim tiste ljudi, oni cepetajo, grem jaz zdaj lahko ven od svete maše, a je zdaj konc. Nekaj nisem razumel. Ker jaz sem pa lahko sem še 2 ure, lahko sem še 3 ure, meni je čisto vseeno, a ne, zato ker vem, zakaj sem tam, vem, kdo je tam, a ne. No, in potem, če na hitro samo še to povzamem, mi smo bili tam 30. na 31. žurka, trubači, za jesti, za piti, vse. Prijatelji toga pijejo, Anjen, kje je s tabo, Anjen, kje je s tabo, ne morem. Kje je s tabo? In potem sem nekako ker ti ne boš se spreobrnil in šel kar oznanjati ljudem to govoriti, to ni tako, kot ljudje mislijo, to je zelo težka stvar. In sem rekel, in sem malo popustil potem, se ga napijemo, gremo žurat, drugi dan, 31. jaz se zbudim, jaz sem jokal kot drž, sem šel tam v Beogradu, Sveti Sava, v cerkev, sem rekel, mene puste tlele, jaz tega se ne grem več, imejte žurke, imejte ognjemete, imejte te vaše posvetne stvari. Noro, kontra sebi, kontra vsej logiki, ni to, Anjan, ti si nekaj naštudiral, Anjan, ti si nekaj prebral, ti si, ne, tle noter, jaz sem horel, ker mi je bilo že dano, tudi če se nisem toliko zavedal, mi je bilo dano vedeti, kdo je resnica, kdo je pot, kdo je življenje in kaj je smisel, a ne. Ne, da tam neki laufam po Beogradu 31. in streljam rakete v zrak in pol prvega nazaj v depresijo, v žalost in naprej v življenje, me razumete, ne? Tako da takrat, to je bilo neko tako obdobje, kjer me je Bog začel dobesedno lomiti, ne. Kako ste pa vi, Nika, doživeli? Ker to, kar se je Anjanju zgodilo, je verjetno bilo tako drugače, tako čudno za vas. Kako ste sprejeli to spremembo? Zelo slabo. Meni je bil to konec sveta, pač, ko je on začel hoditi s tem, jaz sva itak takrat živela pač skupaj v Ljubljani, ko sva študirala in za vikend sva pač šla domov. In pol, on je ob nedeljah, ko sva hodila pač nazaj v Ljubljano, je on meni itak, on je bil toliko, njemu je bilo to tako nerealno, on je meni samo o tem hotel govoriti, a ne, ker je to tako močno doživel. Jaz nisem mogla slišati za to, meni res pač, jaz ne vem, kje da bi mi rekel, bi lažje sprejela, kakor pač to, a ne.
In to je bila meni res groza. On je hotel iti v nedeljo v cerkev, jaz ni šans, midva sva se krehala, jaz sem jokala, jaz res nisem sploh mogla, meni je on bil pač, kot da je drug človek, a ne, pač čist nisem mogla, pa je bil boljši, a ne, on je bil boljši, kakor je bil prej, ampak meni je bilo, konec sveta, ne, to ne vem, v Beogradu, ko je bilo, Vi ste bili zraven? Ja. In jaz tam si glih 31, on joče v oni sobi, jaz cela živčna, gremo ven, mislim, mi smo tukaj, a ne, pač gremo, Gremo v live. žurat, ja, ker meni je bil pa to pač cel point, a ne, da se imaš lepo, da uživaš in ne, grozno je bilo. Res je bilo to prav zelo težko sem. Torej vam je uničil Silvestrovo, Ja, na nek način. ja, saj pol je. Ampak še vedno sta skupaj, nekaj ste morali Ja. sprejeti. Ja, ne vem, na začetku je on meni tudi cel cajt, a ne, govoril o tem, pa tu se je zgodilo, pa to, pa ono, pa poslušaj to, pa glej ta video, pa kaj je oni rekel, pa kaj. Jaz nisem mogla, a ne, sploh slišati za to. In pol je nehal, ne, je pač pustil stati, ne, je rekel, boš, da jaz to malo, ne, pustim pri miru. Samo pol sta s Klemnom, a ne, tisto. Ja, jaz sem na eni točki, bila ena 9:00 in nekaj zvečer, sem šel ven na stopnice, da ne bo slišala. Ko jaz bom zdaj tu pustil stati, ker tu je prav, ne gre, ne, tu odbija. Sem klical enega prijatelja s Preobrnjenega, prav Kristjan, ke ve, za kaj se gre, in sem mu povedal, sem prav rekel, jaz bom šel z glavo prej skozi zid, ko se bo nas preobrnila. In tudi dejansko mislim, sem rekel, to je, ni tlele sploh nič. Je rekel, pusti stati, dajva zmolit. Gospod je rekel, da tam, kjer sta dva v mojem imenu, če njegova volja bo, in evo danes. Ja, ne Kako vem. se je zgodilo, Nika? Ne vem, še sama ne vem prav točno, pač nekako Lahko poveš tisto, ko sva šla domov, ja, takrat po nekako avtu. po tistem, on je pač bolj pustil mene na miru, a ne, ni mi več toliko tudi za cajt o tem in tako, in ne vem, nekako pol me je zanimalo, pa začelo nekaj zanimati, me je nekaj cel cajt tako malo, ne vem, zakaj je to, pa zakaj ono, pa pol, ne vem, včasih takrat sva hodila v bistvu še pač v protestantsko cerkev v Ljubljani, tukaj, a ne, ke pač sta bila študenta in te ljudje določeni, no, to je bilo, oni so bili toliko drugačni, res, in ne vem, ene parkrat sem šla z njim iz onega, okej, grem, ne, da ne bo pač zdaj, da se ne se spet skrehala ali pač karkoli. In sem šla in so pač bili, a ne, pač drugačni so bili. Jaz, ke si govoril s temi ljudmi, pač, ne vem, tu si se počutil toliko sprejeto, toliko ljubljeno, pač nekako, kar nikoli prej nisem občutila. In stvari, ke so ti povedali, in kakšni so bili prej, in kakšni so pol, in ne vem, družine, ke sva jih videla, a ne, prvič, da sva videla dejansko družino, kaj družina dejansko bi mogla biti, a ne, kaj dejansko sta mož in žena. Pač prej nikjer tega nisva doživela, niti doma, niti da bi kje drugje videla neki zgled dejansko tega. In nekako s cajtoma me je nekaj mučilo, ne, pač ni mi dalo miru, ne, in pol na eni točki sam nisem mogla več si, ne vem, lagati, a ne, da pa tu zdaj je vse samo izmišljena neka stvar, ne. In pol sva enkrat šla iz Ljubljane pač domov zvečer in sem mu jaz nekaj razlagala, ke sem videla, ne vem, neki video, ne vem kaj, ke je ena razlagala, da kako je že? Ko so kamenjali. Ja, ke so tisto žensko kamenjali, a ne, v Svetem pismu, ke je Jezus rekel, naj vrže prvi kamen tisti, ke nima greha, a ne. In pol je v videu to je rekla ta punca, da pač on je bil edini brez greha, pa ni niti pomislil, da bi kamen vrgel, a ne, v njo. In v tem trenutku midva oba sam začutiva neko toplino, ne vem, ne moreš sploh opisati pač kaj, a ne. In jaz tiho nisem nič rekla in pol on me gleda malo tako, Jaz nisem hotel ji reči, ker sem rekel, če zdaj rečem tu, pa da ona tu ne čuti, ker to je prav fizična prisotnost. Ja, pa prav fizično sva čutila. Čutiš, me bo vrgla skozi okno, boljše, da glih zdaj kaj malo prijemna, da jaz to pustim. Pa nisem mogel, pol sem samo rekel, Nika, a čutiš? Ja. Takrat je prvič videla, da to ni In pravljica in je rekla samo ja, pol je bila pa skoraj tišina do doma, ker
pač sploh ne znava opisati, kaj. Čutila sva fizično neko stvar, pač prisotno tam v tistem avtu. Ja, pač res. In pol od takrat pač jaz si pa res nisem mogla več zdaj nekaj lagati, a ne. In itak, ne vem, pol nekako 1 leto, 2 je trajalo to, da sem jaz tu se prišla do tega, okej, ne, to je dejansko res, to ni neka izmišljena stvar ali jaz sem imela pač tiste tipične poglede na cerkev in na vse, a ne, to pač zavajajo ljudi za denar, pa pač te neke tipične, ki jih pač slišiš od ljudi, a ne. In pol, ne vem, nekako kar sem prišla do točke, ke sem dobesedno bila, ne vem, ne, pač midva, če ne bova dejansko živela pač z Jezusom, to bo vse šlo, a ne. Midva sva se tudi še takrat toliko kregala, toliko je bilo nekih stvari, pa ne vem, res in pol je bilo v bistvu spet novo leto, kjer sva se na polno skregala, na polno, zato ker on ni hotel več ni hotel iti več na žur, jaz sem še zmeraj tu tla in sem tu nekako toliko sva se skregala in zjutraj, ko sva se zbudila, nekako kar tako čisto jasno mi je bilo, da ne, če midva ne bova pač to življenje živela skupaj z Jezusom, pač to bo katastrofa, ne. In nekako tam sem tako zavestno sprejela pol to odločitev, da pač ne, jaz nočem več živeti tako, kot sem živela, jaz hočem pač živeti z Jezusom, jaz svoje življenje dajem tebi in naj bo, kar bo. In pol od tam so se mi pa stvari začele kar, ne vem, enostavno prek Božje milosti, kar so mi postajale zmeraj bolj jasne, pač ne vem, ne morem niti sama prav razumeti, kako, ker če še sama pogledam, kdaj se vprašam, kako je možno, da jaz hočem iti v nedeljo k maši, da dejansko hočem iti, a ne, da dejansko hočem zmoliti, da dejansko hočem prebrati Sveto pismo, mi je nerealno, pač sem še sama kdaj tako prav, kaj se mi je zgodilo, ne. Tako da ja. In potem je, odločitev za poroko je zorela v tem času? Ja, to bi lahko knjigo napisal, to je toliko stvari bilo, a ne, da sva midva danes tu, ker sva brez Boga ne bila tukaj, niti sedela, niti bila. Tudi to knjiga govori, da sva se kregala in tu midva tu zmeraj tako poveva, da ne bo kdo mislil, da je to je ko vsaka družina, ki živi brez Boga. Moje proti tvojemu, ko sem vam povedal. Če hočeš 2 ulomka sešteti, rabiš skupni imenovalec. Če ne je, jaz sem zmeraj mislil, jaz sem šel enkrat namesto ven s prijatelji se ga napiti, pa ona, zakaj greš ven, njej to ni bilo prav, ne, jaz sem dober, enkrat namesto grem glej druge, kaki so, a ne. Dokler mi Bog ni pokazal, anja nisi dober, a ne. A ne, in je to problem, ke je moje mnenje proti tvojemu, jaz sem tebi dal, jaz sem tak, jaz sem tebi in tu se skozi bockaš, a ne, ko je pa ta skupni imenovalec, se ulomka lahko seštejeta, ne. In če je Bog vmes, a ne, in tu ni pravljica, religija, vera, karkoli, če je Bog vmes, je njegova, a ne, in Bog pravi, jaz sem glava moškemu, a ne, možu, a ne, možje ljubite svoje žene, a ne, če je treba umreti, umrite, a ne, tako ko jaz svojo cerkev. In hkrati pravi, žene boste pač podrejene svojim možem, a ne, ampak zdaj bi vsi skočili v tem modernem svetu, gleda zdaj tega tle razlahavca, a ne, ma komu je žena podrejena realno? Podrejena je Bogu, a ne. Če je pa mož, ja, jaz sem najbolj pameten, jaz bom odločil, jaz vem, kaj je prav, pol je pa problem, a ne, ke bo mož vse zavozil, a ne, ke na koncu si pač en grešnik, to. In potem pač za poroko in to je pa bilo to, da ko ti spoznaš, ker hudič tudi tako zapakira, da verjeti ne moreš. Ti misliš, da je krščanstvo najbolj dolgočasna stvar, da je najmanj moderna stvar, ko sem rekel, za stare none in in one. In ko ti začneš videti, koliko je to živo, ke sem jaz fizično večkrat v različnih stopnjah moči občutil Svetega Duha, ma meni mi lahko cel svet reče, jaz vem, da sem bil na Radiu Ognjišče z gospo Marjano in meni lahko vsi rečejo, Radio Ognjišče ni in Marjane ni, jaz vem, kje sem bil in kje sem. Ko ti vidiš, da je to živo, ko ti vidiš, da ti Gospod spregovori, ko ti vidiš, kako on deluje, ma to je, jaz pravim, da sem se tam nekje izgubil. Ker je toliko so to velike stvari, a ne. In enostavno potem tudi začneš razumeti, da vera kot taka ni to, da ti nekaj verjameš. Ma ti verjameš tam v neke stvari napisane. Ma Gospod nam je cel cajt dajal dobesedno samo obljube. Obljube, glej, to bo tako, jaz bom poskrbel, obljube, a ne. Jaz pravim ljudem, dajte probati, a ne, saj so samo 2 možnosti, če je trditev, jaz sem pot, resnica in življenje. A je res ali pa ni res?
Če ni res noben problem, živi lepo življenje, kakor češ. Če pa je res, imaš pa problem in boš imel problem, a ne. Je zelo enostavno, matematično lahko te stvari, a ne. Ali pa recimo tisti trikotnik je meni ful všeč, ke je Bog gor pa mož pa žena, a ne. In bolj ko gresta proti Bogu, bolj gresta eden proti drugemu, a ne. Kar je v bistvu čisto logično, a ne, zato ker Bog te osvobodi, te ozdravi, te očisti, pred njim se ponižaš, ke vidiš, da nisi dober, ke vidiš, da nisi neki ti Jackson strašen, najbolj pameten, najbolj ubogi, najbolj ranjen, vse težko je bilo samo tebi v življenju, ne. Tako za reči, a ne, totalno drugače, ne. Tako da s tega vidika pol vidiš, da to je zelo živa stvar, a ne. In meni kdaj kdo vpraša: "Anja, kdaj te bo minilo, ne?" Pravim: "Nikoli več me ne bo minilo, še vsaka stvar me je minila, ta ne more." In mi je še bolj močna, skoraj ko mi je bila prvi dan in tako naprej, tako da potem pač odločitev za poroko, logično, a ne. Tudi hotela sva narediti poroko pač v slavo Boga, ne zaradi naju, zato ker zdaj pa nam je dolgčas v življenju, pa se moramo mi poročiti, da se nam nekaj zgodi, pa tam mora biti 500 trobačev, pa ne vem kaj mora vedeti, da smo se mi poročili. Ke si ti na žalost kot človek brez Boga, si pač moraš osmisliti to življenje in pač si ga pol voziš okoli sebe, si ti neki center. In sva potem to naredila, pač je pa tudi tako, a ne, da ko ti dejansko se spreobrneš in če hočeš in slediš Gospodu, Bog ti bo dal znamenja in boš vedel, za kaj se gre, bo pa pač na drugi strani tudi začelo se preganjanje in vse, a ne. Če sem prej iskal probleme, jih skoraj nisem imel, je danes dosti drugače, ker okolje, a ne, ti rasteš, mož in žena rasteta, v zvezi rasteš, v odnosu rasteš, vse, to je prav neka druga dimenzija. Okoli tebe pa pač je logično, pridejo raznorazne stvari, a ne, da hudiču ni všeč to, da smo danes tukaj in da mi to razlagamo in on bi naredil vse, da mladi to ne bi slišali, ker mladi je najboljše, da so na TikToku, mladi je najboljše, da se ukvarjajo sami s sabo, mladi je najboljše, da probajo ugoditi temu svetu, a padlemu svetu ne boš nikoli ugodil, a ne. Mislim, zmeraj boš nekomu všeč, nekomu ne boš všeč, zmeraj bo nekdo boljši od tebe in tako naprej, a ne. Pa nikoli ne boš srečen. Nikoli, ne, nemogoče je. Nemogoče je. Imam to milost, da poznam različen spekter ljudi, od tistih, ki bojo rekli, da nimajo nič, do tistih, ki imajo ogromno, in to je pa, eno je znanje in inteligenca in končan faks, eno je pa modrost. Modrost pa prihaja od Boga. In poznam ogromno inteligentnih ljudi, ke če pogledaš njihovo življenje, rečeš: "Pa a nisi ti inteligenten človek, saj ti si zavozil celo svoje življenje, a ne." Ker nima te modrosti, a ne. In zakaj to govorim od hudega duha? Zato, ker je bilo lani na Koroščku, ke sem jaz prvič v življenju v eni ženski dejansko fizično videl demonsko manifestacijo, jaz sem 3 dni doma skorajda v zid gledal. To je bilo nekaj izven tega sveta. To je bil tak glas, jaz sem se pa ko en kristjan, a ne, ke bi rekel, sem se sploh zavedel: "Ej, ma zelo obstaja, Anja, dobro jutro." Ma kaj rabiš ti še, ne? Bog ti da neke milosti, ti daje, da vidiš, a ne, vse te, ke Bog toliko spoštuje to svobodno voljo človeka, da prav tako on ti bo dal, na mizi ti bo pustil, pa se bo skril, da ne boš niti pomislil, da je od njega, tako. In res, ko to vidiš ti kot človek, a ne, ni več tule, ne moreš se ti, jaz se ne bom do konca življenja, si ne moreš zlagati in reči: "Ma ja, to je brez veze, ma ja, tu samo nekaj verjameš." Ma ja, ne, tu v bistvu živi vsak od nas, a ne, zato pa na žalost je, kakor je, a ne, zato družine razpadajo, odnosi razpadajo. Ne samo to, a ne, pustimo to močvirje. Gre se za to, da ljudje ne razumejo, da tudi, da si ti skupaj in se ne kregaš, ne pomeni, da dejansko ti imaš neki odnos ta prav, vreden, poln, a ne. Nisem tu, ne jem sladkega, zato zdravo živim. To, da ne ješ sladkega, še ne pomeni, da zdravo živiš, a ne, ker lahko ješ pa slano, a ne, lahko ješ pa hitro hrano ali karkoli, a ne. In v tem smislu, in zato, kakor Jezus pravi, a ne, vi brez mene ne morete nič, a ne. Pa prav eden, kako ja, lahko voziš letalo, lahko kakor Maradona si svetovni prvak, samo to so druge stvari, to so duhovne stvari, ke enostavno si, saj pravim, kot tisti hrček na kolesu. Nika, ko se, ne vem, izbereš ali pa ko te Bog pokliče, pravzaprav ne da ga ti izbereš, kot sta povedala, se je on vaju dotaknil, pa vendarle življenje ne gre potem vse po maslu. Nekdo bi rekel: "Zdaj je pa vse enostavno, zdaj imam pa vero, zdaj sem napolnjen, vse te obljube, ki jih v evangeliju Jezus obljublja." Pa vendarle se je verjetno treba tudi kaj potruditi.
Ja, jaz na začetku, ko sem res sprejela pač to prav zavestno res odločitev, jaz bom temu sledila, določene stvari so izginile v tistem trenutku. Jaz sem res doživela, ne vem, določene, ne vem, kakšno neodpuščanje do koga ali pa kakšne take stvari, kar šle so stran, a ne. In s tem sem lahko dosti stvari tudi pol sem pač predelala in sem lahko, ne vem, čisto drugače zaživela. Pol pa ja, kakšne, je bilo pa kar, ja, mislim, sploh pred poroko sva doživela kar, en zelo prav kaos, no. V trenutku, ko sva se zaročila, je bilo samo vse, z vseh strani je samo začelo, samo napadati. In midva sva bila najboljše, kar sva do zdaj bila, in vse okoli pa katastrofa, a ne, in Ja, to sva bila pač najboljša verzija, ja, z vsem okoli, ki so nas poznali, pa sva bila ja. najbolj čudna pa najbolj. In midva sva v bistvu od tiste pol leta, aprila sva se zaročila in pol septembra sva se poročila. In, tiste pol leta sva nekako res doživela prav, prav napad na naju iz strani najinih najbližjih ljudi, a ne, ker pač niso mogli razumeti, kaj se je nama zdaj zgodilo. In je bilo kar težko tako obdobje, no, in, ne vem, takrat še midva sva itak bila tako, ne vem, že tako si pod stresom, vse organizirati, celo poroko pa vse je bilo že tisto vse skupaj, a ne. In pol še ti dodatni vsi pritiski pa vse sva pol tudi midva lahko kakšno naredila narobe, a ne, ke sva se spuščala v neke debate z njimi pa smo se skregali pa je bilo res tako, no, kar kaotično, a ne, in pol takrat oni so pač bili prepričani, da midva sva pač v neki sekti in da nam morajo pomagati ven iz te sekte in sploh ni bilo možnosti pač se pogovoriti, sploh ni bilo nobene možnosti, ne vem, da bi niti probali razumeti, a ne, pač oni so bili v to 100% prepričani in pač nisi mogel, a ne, priti skupaj. In midva sva mogoče tukaj naredila pač eno napako, ke sva vse to ful časa skrivala in držala sama zase, ker sva nekako vedela, da ko bova povedala, bo itak neko nestrinjanje, ker noben od naših doma ni tako živel ali pa ni bil sploh veren ali pač karkoli. In sva se bala, a ne, naju je bilo strah, kako bojo zdaj odreagirali pa kako bojo sprejeli pa tako, in sva vse skupaj dosti časa bila pač tiho, a ne, in za tisti vikend, ke sva bila doma, sva pač bila, kakor sva pač bila, in nisva nič z njimi tega že prej debatirala. In pol verjamem, da je bil malo šok, a ne, kadar sva pa midva začela, ne vem, pač, da si pa želiva tako, a ne, vsega tega na malo drugačen način, a ne, in na splošno živeti življenje in zakon in vse skupaj, ne. In je bilo kar tako pestro in sva se pa, no, vseeno, ne vem, nikakor ni prišlo do naju dveh, ne vem, nisva se enkrat zaradi tega midva začela med sabo karkoli kregati ali da bi drug na drugega tu, ne vem, imela sva toliko neke milosti v tistem obdobju, da sva lahko tudi čisto samo sprejela brez, ne vem, nisva se toliko niti toliko ubadala s tem, no, sva bolj ne vse skupaj pač sprejela, da je tako, kakor je, in pač na njih vplivati ne moremo, a ne. In Ja, saj tudi ta primer, Božja beseda je jasna je pri tem primeru, a ne. To je pač duhovni svet in Gospod pravi: nisem prišel, da prinesem mir, jaz sem prišel, da prinesem meč, a ne." Kjer bo v družini eden proti drugemu in tako naprej, pač to se je dejansko zgodilo, a ne. Saj jaz tu pač nič ne zamerim, odpuščam, Bogu hvala, imam to milost, a ne, logično je, pač človek si po človeško razlaga, a ne. Saj jaz tudi, saj jaz sem si tudi po človeško razlagal, če bi kaj videl, ta nima prijateljev, ta hodi v cerkev, ta je čuden, ta je neki čudak, a ne, in ti kot človek tu probaš, tudi ti kot človek ne moreš teh stvari, razložiti. To se je zdaj, kar se je zgodilo, in ta rast in vse, enkrat, ko Bog začne delovati, takrat je konec in takrat se stvari rušijo in pokajo in tako naprej, ampak tako pač mora biti, če pride odrešenje, ne more biti, živimo v grehu, živimo v temi, zdaj pa pride Jezus pa začne tu rahljati, ja, zdaj bo pa, ne vem, ja, itak, da začne pokati, a ne, saj logično, ne. Tako da,
Ne, Ja. nič. Ne vem, najbolj je bilo pač to, se mi zdi, da sva v tistih trenutkih in še zmeraj v vseh teh, pač takih trenutkih, da pač si res pred ono odločitvijo, a boš zdaj odreagiral kakor človek, in boš znorel in boš šel, boš grešil, pa se boš skregel pa vse to, ali boš pač naredil vse skupaj z neko modrostjo, in boš pač se obrnil na Boga in mu boš zaupal in pač boš pustil, mislim, boš čisto drugače odreagiral, pač imaš pa še zmeraj pač svobodno voljo se odločiti, kako boš zdaj, to speljal, In dostikrat sva se lahko tudi midva odločila pač narobe, in sva pač iz čustev pa vsega naredila pač kakšno neumno, Ampak ja. Ja, v mesu ali pa v duhu. Lahko Ja. se odločiš po mesu, po Ja. duhu. Glih to ljudje mislijo, jaz pravim, čokolado lahko rečeš, da ne boš jedel, drug dan čokolada ne bo nesladka ratala, Ja. bo še zmeraj sladka. In isto je tukaj, Saj če pa ste apostole, to so bili ljudje. Peter ni 3-krat Jezusa izdal, 3-krat piše. Peter ga je milijonkrat izdal, sigurno. In na koncu ta isti Peter iz te teme, iz te človeške blodnje, pride na križ, pravi, ne, dajte vi mene kar podol križati, jaz si niti to ne zaslužim. Koliko? Tu naj ljudje razmišljajo, To ni pravljica, to so bili ljudje, da daš ti življenje za nekaj. Boš dal za laž življenje, ne boš dal za laž, mislim, tako, v tem stilu, In tako, kot pravi Nika, saj ti, ko ti Bog da milost, ko ti spoznaš, jaz ne vem, kako se ti dejansko lahko sploh skrehaš. Ker če se midva kaj skreha, midva se čez 10 minut smejeva, 10 sekund, ne 10 minut, ker točno veš, koliko je ura. Točno veš, dej Anjan, je brez veze si lahati, ali pa dej Nika, dej sej veste. Je prav drugače, je zelo težko s človeškimi besedami tu opisati. Mogoče tisto sam, jaz ne vem, koliko kristjanov o tem razmišljajo, ko vidi Jezusa na križu, Prvo je človek od Boga odpadel, In potem imamo zgodbo dveh bratov, Kain in Abel, Ki se primeta med sabo, In če pogledate, Gospod je na križu, In če imate to srednjo, če potegnete, je Bog pa človek, vmes je pa brat, ampak vmes je pa on, da človek lahko nazaj do Boga pride, pa brat nazaj do brata, sin do mame, mama do sina, mož do žene. V glavnem, jaz tu vsem povem in na začetku so se mi smejali, ti si en bebo, danes pa vidim, jaz pravim, brez Jezusa ne bo povezave. In dejansko dosti ljudi pride pa vidi pa pravi, ja, kako si pa vedel, ne vem jaz, ve Bog, pravim, moje mnenje je najmanj pomembno, mogoče samo še ena stvar na hitro, za mlade. Mladi, vrednost človeka mu je Bog dal, ko je umrl na križu. Jezus je umrl zame, moja vrednost je, to je tista zdrava, prava vrednost. Hkrati sem nula, hkrati vem, da sem navaden grešnik, ki skozi pada, pa se vleče po teh tleh, hkrati sem pa toliko neverjetno vreden, In ne rabim, da mi 100 ljudi ploska, ne rabim 100 prijateljev. Tu je to, tu je ta živa stvar, Gospod te osvobodi, Če imam prijatelje, Bogu hvala, če jih nimam, Bogu hvala, če pljuvajo po meni, Bogu hvala, ne pljuvajo, bom pač molil zanje, Ampak to ni nekaj, da ti pretvarjaš, da se ti naučiš, da ti naštudiraš, da ti meditiraš, da si ti lep. To ti Bog da milost, to je življenje, In to mnenje, moje mnenje, skozi se učijo, ti si pomemben, tvoje mnenje je pomembno. Kaj je pomembno moje mnenje? Jaz sem toliko mnenj že imel v življenju, Jaz sem tudi imel mnenje, da je dobro na žuru prijateljem plačavati za piti, da oni uživajo, da žurajo, jaz sem dober, jaz jih imam rad. Pa kako je to mnenje? To je tudi, preveč se daje poudarek na ta moje mnenje, Jaz sploh nočem svojega mnenja, moje mnenje je toliko nepomembno, Važna je resnica, važno, kaj Božja beseda pravi, ne moje mnenje. In zato se pa ljudje kregajo, pa ne odpuščajo, pa ker jaz mislim tako, on misli pa tako. On je ranjen zaradi tega in tega, ta je ranjen zaradi tega in tega in zdaj se one dva. In kdaj se boste zmenila? Nažalost se nikoli ne boste zmenila. To prav vidiš to človešnost, kako delujemo in kako je povsod. V politiki, mislim, povsod jo vidiš, Jaz se zadnjič srečam enega, je bil profesor, ateist, trd človek. In je imel svojo izkušnjo, tako da pustimo zdaj to stati in spreobrnjen, se nisva videla. Rekel, pridi kaj na kavo, Ma kaj ti čem povedati? Pravi, saj vse veš, saj vse vemo, Samo se krehamo, nič ne molimo, In zmeri slabše vse skupaj, In tu se mi zdi tudi, da ljudje, ki nima nobene veze z vero ali karkoli, občutijo, dostikrat tako, ko se kaj pravijo, kje se dogaja s tem svetom, kje se dogaja z ljudmi, vsi so neki čudni, vsi so neki napeti, vsi so živčni, kako ne bojo bili, če
molitve praktično več ni, Boga smo izrilni totalno, imamo mi te svoje TikToke, Instagrame, imamo 1000 in 1000 mislicev, podcastov, ne vem kaj, vsi razmišljajo in na žalost toliko žalostne, bolane družbe še nismo imeli. A hkrati imamo podcaste, mislice, vsi razlagajo neke svoje ideje, kako bi človek mogel, pa ti, pa kako moraš zjutraj vstati, pa kako moraš zjutraj pojesti, pa kak popoln zajtrk. Ma mi živimo v padlem svetu, v močvirju. In v močvirju, če si, boš bil od blata. Mi bi pa radi zdaj v padlem svetu živeli neko popolnost, neki super, a ne. Nam je super, nam gre super, mi smo na morju, leto sončni zahod, mi se imamo radi. Ja, nisem, Da se imamo radi, je potreben tisti vmes, ste rekle. Jaz bi 1000%, mogoče ja. pred koncem vseeno, mesec junij je mesec porok. Vemo, da se veliko parov prav izbere ta čudovit mesec. Kakšen je vajin spomin vse na ta dan? Kdo vaju je poročil? Kje sta se poročila? Poročila sva se na Vipavskem križu in poročil nas je Boštjan Boštjan, ja. je pater na kapeli Kostanjevica v Novi Gorici. Ja, in mislim, sam dan je bil pač res prečudovit in vse je bilo tako, ne vem, prav popolno, no, tako res, kljub temu, da mislim, ni bilo določenih ljudi, a ne, in je bilo glede tega vse, kakor je bilo. Midva sva vedela, zakaj sva se šla poročit, midva nisva se šla zato, da bo to neki šov, pa pol pač neki žur, pa da je bila neka tle midva, ne. Midva sva šla res samo zaradi tega zakramenta, ne zaradi zakona, zaradi naju dveh, da bo pač, da Bog pride med naju dva, ne. Midva sva pač to res, to je bila pač nama fokus, nama je bil to fokus in zato je pač celoten dan bil tako lep, vsi so to tudi ful občutili, ne, mi naslednji dan sva dobivala take SMS-e dolge, a ne, ke so vsi nama tu pač izrazili, a ne, da niso še nikoli bili na taki poroki, ne, pač da se je res čutila ta ljubezen in ne vem, da so čisto drugače doživeli, a ne, to poroko, kakor pač, ne vem, če bi zdaj to bilo samo zato, ker pač si toliko star, pa pač ti paše malo nekaj, da se zgodi, ne, tako. Ja, ful je bilo lepo, jaz sem toliko hvaležen, da sem se poročil in da mi je Bog dal milost, da sem videl, kaj je poroka. Tudi če je res bilo z človeškega vidika, mogoče marsikoga ni bilo, ko si kdo mislil, to je Ja, pravim, to je še prav pol drugače. nama ena gospa rekla, pol, ke smo se pogovarjali leta, a ne, potem, nama je, ke sva ji pač povedala to najino izkušnjo, a ne, kaj se nama je zgodilo in pač prej, a ne, pač in tudi pol tisti dan in tako je rekla, ja, vidva se pa res vesta, zakaj sta se poročila, ker če bi se meni to zgodilo, je rekla, jaz bi imela uničen ne tisti dan samo, ne, pač celo življenje bi imela to sliko, ne, pač v glavi, ne. Samo ne vem, bilo je čisto, ne vem, čisto sva Milost je. drugače, ja, Moraš, ker milost je. ja. Če imaš milost, hočeš nekomu zameriti in ne odpustiti, ne bo mogoče. To je prav kontra, ko se te Jezus, ke je živ, enkrat dotakne, ti greš kontra vsej svoji logiki, vsem svojim prepričanjem. Saj poglejte, zdaj mi je jasno, prej ne, prej, ko je bil Pavel, je bil Savel. On je šel preganjati, pobijati kristjane, njemu je bilo to brez veze. Na koncu eden največjih, kako bi rekel, oznaniteljev, iznanjevalcev evangelija. In to so resnični ljudje, to so resnične stvari, to niso, škoda je, toliko je škoda, ne, ampak toliko je, pol ko je rekla Nika, toliko se ti vse poklopi, toliko je vse enostavno, toliko vidiš, kar izstopiš iz tistega hrčka tam na tistem kolesu, ke teče, se matranje zmeri na isti točki, vse se drugače odvija, dol, ko smo bili v Medžugorju, jaz ne vem, jaz sem bil pa 3-krat, 4-krat pri maši, pa sploh ne moreš, to se prav, če bi kdo mislil, ne vem, da si mlad, beži na Havaje, beži na Filipine, beži ne vem kam, hvala lepa, ne rabim tega, če grem Bogu, hvala, če ne grem, glih tako, a ne. In ko sem tako sedel in zraven žena, Nika, sin, zdaj mi gre na jok, ne vem, ne morem se Bogu zahvaliti, nisem vreden niti, da danes tukaj govorim, niti da tukaj razlagam, na jok mi gre, da živim, ker lahko sploh ne bi živel, ker lahko zmeraj molimo, da bomo zdravi, da bomo živeli 90 let, ne vem kaj, na koncu ni živel niti dneva.
na koncu življenje je vsak dan, življenje je tudi skupaj, ne vem, od tega, ne vem, da molimo skupaj, da se imamo kaj pogovarjati, da nismo za mizo in se pogovarjamo, kdo je kakšno šolo končil, kdo kakšen avto vozi, a bomo zdaj ono fasado prenovili, a ne bomo, a sosedu streha pušča, a ima sosed grm že ostrihal ali ga še bo, a ne. Da imaš, ker enostavno brez Boga ti se nimaš več kaj, ti se eno in isto pogovarjaš lahko, a ne. Medtem ko pa potem pač itak Bog ti da v življenje, ti pošlje ljudi, a ne. Sva spoznala tam sosed naš spreobrnjen človek, težka življenjska zgodba. Ma mi se menimo, kot da imamo 15 let. Po moje, če kdo misli, bo rekel, kaj je s tebi, a ne. Ker smo vse to isto, je isti imenovalec, tu pogledaš Kristjana, on pogleda tebe in če veš, za kaj se gre, a ne, je to, a ne. Tako da v tem stilu, no. Ne vem, zelo težko s človeškimi besedami opisati stvari. Čuti se. Hvala vama za obisk. Pozdrav tudi sinu Kaju. Koliko leto in pol je star? Ja, avgusta bo 2, ja. Bo 2 in pričakujete še novega člana. Veliko blagoslova na vajini poti vama želim. Vztrajajte na tej poti in izžarevajte to veselje, ki sta ga prejela. Hvala. Hvala. Blagoslov, vse dobro, hvala vam za vse. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Oddajo sem vodila Marjana Debevec, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Izidor Šček. Želim vam blagoslovljen večer še naprej. Dve petardi bolj močno počijo kakor ena. In zdaj, ke dva grešnika sta šla na skup, zaljubila sta se, na začetku juhuhu, pol se pa začne, a ne. Zdaj, ko pogledam za nazaj, zdaj, ko dejansko, Bogu hvala, vidim, Bog me je klical celo življenje. To ni dvoma. In sem bil ono, a to je to? To je višek tvojega življenja pač. Da si tukaj en petek, ne vem, na nekem žuru, kao juhuhu. Ne znam povedati, toliko težko povedati, kot da bi videl barve. Kot da si slep, da nikoli nisi videl in da v enem trenutku spreljaš, vidiš barve. In jaz ga tako z roko ga pokličem in on pride in jaz ne dober dan, ne dober večer, ne kdo si, jaz samo, a verjameš v Jezusa? Jaz nisem mogla slišati za to, meni res pač, jaz ne vem, kje da bi mi rekel, bi lažje sprejela, kakor pač to, a ne.